Rad bi se zahvalil nadškofu Zoretu za prisrčen, za gostoljuben sprejem. Dolg pogovor je bil zelo koristen. Izmenjala sva poglede o stvareh, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost. Najprej glede sedanje epidemije in smrti, ki jo spremljajo. Menila sva, da tako kot mnogi drugi narodi in države, tudi Slovenci, slovenska družba, slovenska država mora najti nek datum, prostor, način, kako bi se poslovili od tistih, ki jim je ta kriza vzela življenje in kako bi sočustvovali z njihovimi svojci, ki v času slovesa niso bili ob njih. Prav tako sva se pogovarjala o sedanjosti in prihodnosti, tako odnosov med državo in cerkvijo, tudi v tistem delu, kjer jih je potrebno v skladu z sporazumom nadgrajevati. Morda bo priložnost za to, da vidimo, kaj glede tega je mogoče na pogovoru, ki ga bomo imeli v luči praznovanja 30. obletnice naše države. Tudi sicer meniva, da bi morali izkoristiti 30. obletnico razglasitve države in njene obrambe kot trenutek, kjer bi vsaj za prazničen dan pozabili na razlike med nami in razumeli, da je veliko več tistega, kar nas povezuje, in bili ponosni na prehojeno pot. Da praznik ne bi bil običajen dan, kjer so vse te kritike, stiske, problemi legitimni in moramo o njih govoriti, ampak da bi bil to en praznik vseh, ki nas bi povezal v skupnost, ki ji pripadamo. Pogovarjala sva se o prihodnosti, o tem, kako zelo pomembna je Evropska unija kot naša širša domovina, zato da tudi mi kot majhen narod zavarujemo svojo identiteto in nacionalne interese. Pogovarjala sva se o tem, kot je dejal nadškof, da bi morda v takem duhu, tako kot smo praznovali stoletnice požiga Narodnega doma v Trstu, stoletnice koroškega plebiscita, da bi v tem duhu 30. obletnice ponovno povabili papeža na obisk v Slovenijo. Mislim, da mineva letos tudi 25 let od prvega obiska svetega očeta v Sloveniji. Vse to so razlogi, zaradi katerih prav zares od srca iskreno verjamem, da bo ne glede na različna stališča, ki so v naši domovini, glede vseh stvari, tudi v tem prazničnem vzdušju dovolj prostora za to, da si pripadamo, da čutimo, da je torej veliko več tistega, kar nas povezuje, kot ločuje, in da skušamo ugotoviti, kje v prihodnosti imamo priložnosti, da jih zdaj ta hip ne bi zamudili. Še enkrat bi se vam želel, gospod nadškof, zahvaliti za ta zelo koristen, izčrpen pogovor v želji, da bi ga koristno nadaljevali. Hvala lepa.